Sedaj pa še ultimativni preizkus mojih sposobnosti. Imel bom časa 60 sekund, da odgovarjam na vprašanja, ki mi bo na eni strani zastavljala Vita, to bo vprašanje iz finančne pismenosti. Gregor mi bo zastavljal preprosto, upam, da matematična vprašanja. Jaz bom pa med tem probal sestavljati hiško iz kart. Smo pripravljeni? Gregor, narediš 3-4 zdaj? 3-4 zdaj. Če obrestna mera pade, kaj se zgodi s cenami obveznic? Zrastejo ali padejo? Zrastejo. Drži? No, hvala. 2 plus 6. 8. Če vložimo v vzajemni sklad v prvem letu, iz njega ne moremo dvigniti denarja. Drži ali ne drži? Ja, drži. Ne, ne drži. Okay. 3x4. Koliko? 3x4. 12. Dvig denarja z varčevalnega računa za poplačilo dolga na posojilni kartici je dobra odločitev. Drži ali ne drži? Drži. Ja, drži, bravo. Zakaj ne stoji? Kako je lahko to ta težek del tega? Koren 64 plus 3. Se pravi, koren 64 je 8, res, s to mizo je nekaj narobe, plus 3 je, 8 plus 3 je 13? Vzajemni skladi imajo zajamčen donos, drži ali ne drži? Ja, drži, zakaj pa ne? Ne drži, ok. 8 minus 5. 3. Ti seš pa mogel bolj potrebno. Nakup delnic podjetja je varnejši kot naložba v delniški vzajemni sklad. Drži ali ne drži? Nakup delnic je varne. Ne, ni. Ja, Stop. Ja. To, kaj? To je pa tako razočaranje. Najlepša hvala, da ste mi pomagali pri tej igrci. Nekaj je narobe s kartami in s to mizo, tako da bomo drugič probali malo boljše. Se vidimo.